Božo Rustja je v knjigi, ko se že reče naslov knjige, Zgodbe s semeni upanja, zapisal tudi tole. Ko gledam, sem skoraj sam, 70 let star. Pripoveduje ta pripoved, da je bil 70-letni. Kdo je še poleg mene star 70 let, se ni treba pokazati, pa povedati. 70-letni je bil, bom kar tistega ata rekli. 70-letni tovarnar je bil. Predstavlja številne težave na sodišču. In ko mu je sodnik dal besedo, je takole rekel: kot star človek bi rad tu na sodišču dejal, da je 90% težav v mojem življenju izviralo, ker sem bil dober do drugih. Se predstavljate? 90% vseh težav, ker sem bil predober do drugih. In takole pravi naprej: mladi ljudje, če se hočete izogniti težavam, bodite trdi. Neprijazno recite ne, če ste kaj povabljeni. Ne sprejmite ničesar. Če se boste držali tega pravila, vas bo redko kakšna stvar v življenju vznemirila in tlačila. A se strinjate s tem? Potem pa pravi, to je pa tisto drugo. To, da računati morate na eno neprijetno stvar. Ne boste imeli prijateljev. Osamljeni boste. In vaše življenje bo pusto in brez pravega smisla. Tako je ta tovarnar, 70-letni, poudaril: ljubezen nam bo morda prinesla težave. Toda brez njih, brez prijateljev, bi bilo naše življenje prazno. In se lahko tudi mislimo, v tem času korone smo prisiljeni, da smo veliko sami, ampak čutimo, da potrebujemo sočloveka, ga pokličemo, ali se oddaleč, se pozdravimo. Predvsem pa z molitvijo zanj prosimo. Za unega soseda, ki je bolan, ki je morda v bolnici. In mi nikoli ne bo žal, če sem dober do drugih, kajti potem bom imel tudi prijatelje. Kot so bili prijatelji med sabo Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Naj podpirajo naše družine, nas same, da bomo polni tega Božjega in ljubezni in ne jeze. In naj Marija, ki je bila tako prijatelja z Jezusom in tako v njegovi bližini, naj nam bo tudi zgled in pomoč. Amen.